V politiki je torej v zadnjih dneh več neenotnosti in konfliktov. Kljub temu pa se najdejo posamezniki, ki tudi v teh kriznih časih delujejo povezovalno in združujejo različno misleče. Levica Luke Mesca bo na predlog sindikata delavcev trgovine zdaj ponovno poskušala doseči nedeljsko zaprtje. Predlog podpirata tudi Cerkev in SDS, je bilo pa danes slišati tudi prva opozorila, da bi to ob napovedani hudi recesiji lahko pomenilo samo še več odpuščanj po državi. Levica in SDS sta na isti strani predloga, vse skupaj pa podpira še katoliška cerkev? Dame in gospodje, pekel je zamrznil. Treba pa je priznati, da predlog zaprtja trgovin ob nedeljah sploh ni nič novega, ker smo ga podprli že na referendumu pred 17 leti. Težava je le, da poskušajo našo voljo uveljaviti ob najslabšem možnem času, ko bo veliko trgovcev izgubilo svojo službo. Tudi če izumimo nov dan v tednu. To je samo delovno ime, lahko spremenimo, če komu ni všeč. Zanimivo pa je, da so podporo zakonu napovedali tudi veliki trgovci, a le, če bo veljal za vse. Kar pa zaenkrat ne drži. Če bo predlog sprejet, bodo tako ob nedeljah zaprte vse trgovine, razen tistih, katerih površina je manjša od 200 kvadratnih metrov in stojijo na območju bencinskih servisov, letališč, železniških in avtobusnih postaj ter bolnišnic. Ne vem, če bi ljudje hodili kupovati na eno naftno družbo, ker so cene in marže precej visoke, če se ne bojo raje kupili dan prej tisto, kar potrebujejo. Res je. Zelo redko vidiš koga, ki pride na bencinsko pa išče nakupovalni voziček. Trgovine na bencinskih servisih morajo ostati odprte, saj imajo reševalno funkcijo. Rešijo te, namreč, ko začneš delati palačinke, pa ugotoviš, da ti je zmanjkalo moke. Še bolj pa te rešijo, če te v nedeljo zvečer obišče prelepa mladenka in ti pa ugotoviš, da ti je zmanjkalo kart za Uno. Ali da pa šla kartat. Kaj ste pa vi mislili, kaj bi delal človek s takšno damo na gospodu v dan? Lepo vas prosim. Trgovci in najbolj skrajni deli slovenske politike torej predlog zakona podpirajo, kaj pa se je o nedeljskem zaprtju trgovin mislijo potrošniki, nam bo pa povedal naš obalni dopisnik in lastnik vseh kartic ugodnosti, Marko Žerjal. Marko, ali smo slovenski potrošniki sposobni sprejeti predlog Levice in preživeti brez nedeljskega nakupovanja? Jaz mislim, da ja. Čeprav nas mogoče Levica lahko samo poskuša navaditi na gospodarsko stanje, če kadarkoli pride na oblast. Če se zdaj navadimo, da v nedeljo ne moremo iti v trgovino, se bomo kasneje dosti lažje privadili, da lahko vozimo avto samo ob sodih ali lihih dnevih. Prej ko slej bi se v vsakem primeru morali odreči nedeljskemu nakupovanju, ker je nedelja zdaj dan, ko bomo v delovnih brigadah gradili ceste, kar je dosti bolj zabavno in pa zakonsko obvezno. Pravzaprav sploh ne vem, zakaj bi se gnetli za hrano v trgovinah, če pa je dosti bolj praktično in pravično, da za kruh čakamo v vrsti. Iz tega vidika nas je karantena kar v redu pripravila na nevarnost, da bi se vrnil socializem. Prepoved zapuščanja države, omejitve, ki ne veljajo za vladajoče in pomanjkanje toaletnega papirja. Mesec lahko kar naredi svoje, mi smo pripravljeni. Najlepša hvala našemu obalnemu dopisniku, tovarišu Žerjalu. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.